Naj pa zanima, kaj je več o vožnji s konjsko vprego. Potem sta pa kar na pravem mestu. Dobrodošla v kobilarni Lipica. Bomo pripravili konje in se zapeljali kar en krog. Kakšni konji so to? To so pa naši lipicanci, ki so namenjeni za vožnjo vpreg. Kaj bomo pa najprej naredili s konjem, da ga pripravimo za vprego? Najprej konja skrtačimo. To je zelo pomembno, ker potem, če konja ne skrtačimo pravilno, ga lahko oprema zažuli. In počasi v smeri dlake s to fino krtačo. A je konju prijetno, ko ga tako krtačimo? Ja, zelo mu je prijetno. Za konj je to kot masaža. Zdaj bomo namazali Jankotu še njegova kopita. Zakaj pa moramo kopita namazati? Kopita na tak način zaščitimo in jih navlažimo, da so potem bolj odporna na vse zunanje dejavnike našega krasa. Zdaj pa lahko damo opremo gor. Najprej damo uzdo gor, ne? Potem poravnamo, zapnemo. Kaj bomo pa zdaj naredili? Zdaj mu bomo dali pa ta del opreme gor, ki je namenjen temu, da se upreže kočija lahko. To mu pride na hrbet. Ta del je namenjen temu, da vleče konj. Tukaj je podrepnik, ga damo gor zato, da oprema ne bi pobegala dol s konja naprej. Koliko je pa star? Star je 14 let, je plemenski žrebec, Maestoso Batosta. Je eden najboljših. A lahko vsak konj vprežni konj? Ne, žal ne more biti vsak konj vprežen konj, zato ker so nekateri malo premajhni ali pa premalo močni, nekateri pa tudi so preveč živčni in ne prenesejo, da neka stvar za njihovim hrbtom ropota. In zaradi tega takšni konji potem ne morejo biti vprežni konji. Tisti pa potem recimo lahko delajo pod sedlom v drugi enoti naše kobilarne. Kaj ste pa to prinesli? To so vajeti. Vajeti damo konju zato, da ga lahko vodimo. Jih pripnemo na žvalo. Kaj je to žvala? Žvala je pa to, kar smo dali konjičku v usta. Na tak način bo on zaznal, če želimo, da gre levo ali pa da gre desno. Zdaj bomo še tega konja opremili. Glavo, dole na hrbet. A zdaj jih bomo vpregli? Tako, najprej bomo zapeli na štango, potem bomo vajeti, prekrižali, tako vidiš, da imaš potem obe levi strani v levi roki, obe desni v desni. Zapnemo vlečne pasove. Sedemo gor in primemo vajeti. Janko je nestrpen, ko me čaka že, da bo šel. Kako pa vi dosežete, da vas konj razume? Z vajetmi, ne? Povlečemo levo, grejo levo, povlečemo desno, grejo desno. Če pridržimo, se ustavijo. Imamo tudi bič, da če se jih dotaknemo, grejo hitreje. In večina pa deluje na zaupanje, ne? Ko ti konj zaupa, polje naredi tisto, kar ti želiš, ne? Kako pa izgledajo tekmovanja s konji in vprego? Ja, tekmovanja so za konja kar zahtevna, trajajo 3 dni. So sestavljena iz dresurne, spretnostne in maratonske vožnje. Namen teh tekmovanj je, da se dobi ven pač tiste najboljše konje, ki so potem tudi plemenijo, ne? Da je obvlada vse stvari, no? Pa da je vzdržljiv, pa da je pameten, pa da je vodljiv. In kaj mora vse konj znati na tekmovanju? Ja, pri dresuri mora znati različne vrste hodov. Pri maratonu je kar zahtevna proga, mora biti hiter pa spreten, pa neustrašen, da odpelje. Pri spretnostni vožnji mora biti zelo dobro vodljiv, pa povsod mora biti dovolj sproščen, ne, predvsem. Skočijo se pa zelo prijetno peljati. Tudi naši obiskovalci imajo to najraje.